Gledate oddajo Klepet ob kavi. Takole, zdaj pa smo že vstopili v čas elementa lesa, v čas jeter, seveda po tradicionalni kitajski medicini, a dejstvo je, da so ta znanja še kako uporabna tudi pri nas, če živimo na Kitajskem. Je pa res, da je tradicionalna kitajska medicina izjemna, stara nekaj tisoč let, polna modrosti o tem, kako dejansko živeti bolj zdravo. In zelo mi je všeč, recimo Kitajci so bili včasih plačani po tem, koliko je bilo zdravih ljudi, ne pa danes, ko so plačani po tem, koliko je bolnih ljudi. In to je seveda tudi naša misija v tokratnem pogovoru v oddaji Klepet ob kavi. V svoji družbi namreč pozdravljam Martina, ki nam bo malce demonstriral in držal in vse take in drugačne stvari. Miha Virant in doktor Yao Junhao. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, čas pomladi, čas jeter in mi vemo, da če ti gre nekdo na jetra, potem se lahko zgodi kaj takega, kot bomo tale trenutek videli. In za začetek, doktor Yao Junhao, tale je zelo jezana. Za začetek me zanima, ali je boljše, ko čutimo jezo, da damo to ven, nekje v naravi, na takšen način, da so kriki, da damo to ven, ali je bolje, da ostanemo civilizirani, pri sebi, prijazni, ustrežljivi. Kako to dejansko vpliva? 肯定是让它能够散发出来是最好的，因为我们讲人跟大自然要保持一个平衡，或者说叫天人合一。 Da smo v ravnotežju z naravo, z vesoljem, moramo pustiti, da stvari pridejo ven. 春天的时候，这个可以看到花草树木都是往外面生长的，所以我们要让这个肝气也是自然而然的向外面散发是最好。 In glih tako kot v naravi lahko vidimo, da vse, ko bi rekel, hiti ven iz zemljice, da raste gor, moramo pustiti tudi, da energija iz jeter zraste gor. Se pravi, si lahko privoščimo eno tako seanso v gozdu? 到森林里面去这样做。 当然是可以。我刚才看这个人没有对旁边的人或者动物啊，或者自己造成什么伤害，我觉得还是可以的。 Ja, doktorju se zdi v redu, ker kakor je videl posnetek, na posnetku ni nobenega drugega zraven. Človek nikomur ne škoduje,但是 ne dela škode. 但是我们也可以在家里做一点太极啊、气功啊，或者像那样虚一下，都可以让这个肝气更好的放松。 Lahko nam pa tudi način izražanja, način gibanja nas hkrati pomiri. Verjetno obstaja način izražanja jeze, ki nas čedalje bolj jezi. Obstaja pa tudi način izražanja jeze, ki nas pomirja. Ja. No, jaz si predstavljam, da tale se pol kar v redu počuti po tem izražanju jeze. Danes bomo govorili tudi o spomladanski depresiji kot taki. Je to nekaj, kar je vezano... Zakaj torej povezava ravno na to spomlad? Ponavadi tudi utrujenost pride spomladi. V čem je finta? 对，很多忧郁症就是在春天发生的，因为按中医讲，它是跟肝有紧密的关系。如果这个肝气没有散发出来，它就会造成郁结。按西医看就是抑郁症。 Gre se glih za to, če energija ne, ko bi rekel, ne zraste, če energiji ne dovolimo, da zraste, da pride ven, pol stagnira. In 800 let star izraz za depresijo v tradicionalni kitajski medicini je v bistvu stagnacija energije. S tem, da energija tukaj pomeni tudi misli, čustva, hrano. Ampak gre za to, da določeno čustvo se ni razvilo, ampak je ostalo. Ja. In zaradi tega nam je težji recimo vstati ali pa nekaj dvigati. In obratno, se mi zdi, veliko dvigovalcev teži, preden dvigne, se kakor malo razjezijo. Se malo razjezijo, ko bi rekel, da vključijo ta jank energijo, ki se dviga in jim pomaga ko bi rekel, jaz ne vem, to mogoče bo Martin bolj vedel. Ampak
Jeza je lahko tista, ki nas motivira za to, da naredimo stvari, ki se nam sicer zdijo težke. Martin, pol se boš danes malo razjezil. Ne bom. Okej. Bom kar lepo vse pokazal, tako kot se zagre. Kaj nam boš pokazal? Ko se uči ta šport je samo palica in nič drugega. Ker šport je, bom rekel, temelj športa. To je športniki, ki trenirajo še ta šport poleg svojega glavnega športa, so boljši v svojem športu. Hotel sem povedati, je jeza bolj agresija kot jeza, ampak še vedno najprej treba znati pravilno dvigati, da lahko pravilno usmerite svojo energijo pri dvigu, potem pa tudi seveda agresija oziroma jeza pripomore k boljšemu dvigu. Ti si trener olimpijskega dvigovanja uteži, torej ta šport se imenuje olimpijsko dvigovanje uteži. Ja, olimpijsko dviganje uteži. Okay. Ti si se to na Kitajskem si postal zelo spreten v tem. Ja, jaz nisem našel trenerja, ki bi bil po mojih merilih, tako da sem se potem odselil na Kitajsko. Kitajci so poleg Rusov, bom rekel, najboljši, tako da sem tam dobil res izjemno njihovo znanje oziroma količino znanja, ki ga imam, je zavidanja vredno, sploh sem nekega trenerja olimpijskega dviganja uteži. Odlično, smo hvaležni, da si danes tukaj, demonstriraj nam, izvoli. Ja, torej, kar nam bo demonstriral Martin, je pravzaprav tudi demonstracija, kako je treba dvigovati vse, ne? In težke stvari in vse, ne? Ja, gre za to, kako je telo kot celota. Da, ko Martin dvigne, ne dvigne samo, ko bi rekel, z eno mišično skupino, pa na ta način, da bi preobremenil, ne vem, hrbtne mišice ali pa ramenske mišice, ampak je nekako telo povezano v celoto. Ne, vse se nekako skupaj poveže in je pol dosti lažji. Martin, to vidiš? Se mi zdi, da je kar viden testosteron. Ga čutim v zraku. Ja, veliko športnikov, recimo pri poškodbah, potem z dviganjem uteži zdravi svoje sklepe. Kaj? Ja. Zdravi svoje sklepe? Ja, recimo pri smučarjih, ki skozi uporabljajo določene mišice na nogi, so določene mišice zelo razvite, določene pa ne. Medtem, ko pri takem obremenjevanju se pa morajo kite pa vezi celega sklepa nekako dobro držati. Ne, ni več te specializacije določenih mišic, ampak je to telo kot celota. Ali pa sploh ta čepeča drža, da je človek lahko sproščeno dalj časa čepi, je neka osnova za zdrave, se mi zdi, gležne, kolena, kolke, pa tudi kosti. Ta čepeča drža bi lahko še to demonstriral mogoče? To čepečo držo? To je huaj guaj džene, to je šigaj, to je kva jo hauču. Se pravi, rit gre nazaj, kada se usedeš, ne? Pravzaprav se usedemo med pete. Med pete. Sicer ja, se je videti kot da, kako naj temu rečem, kot da grejo boki nazaj, ampak ne, usedemo se med pete. Torej, ja, sedimo med petami. Kolena grejo na razen, boki grejo pa med pete. Med pete. Ok, super. Ja, doktor pravi, ker vsak sklep potrebuje in to, da se dobro giba, in to, da dobro drži, da se zna dobro stabilizirati. Se pravi, ljudje, ki imajo depresijo, ki se ubadajo s takimi zadevami, ki se jim zdi, da so se zataknili v življenju, telovaditi pa na akupunkturo. Ja, to je naš predlog. In takim bomo dali tudi poseben popust. Bravo, evo, zdaj pa sploh ni več izgovorov, ker taki ljudje imajo 1000 in en izgovor. Ja, izgovori so najslabši. Če se nekaj hoče narediti, se najde način, če se nečesa noče narediti, se najde izgovor. Ja, tako. Kjer je volja, je tudi pot. Odlično. Doktor Yao Jung Hao bo zdaj demonstriral tudi določene točke, ki jih torej stimulira v tem času za te namene. In Martin bo kar na tebi, a ne? Vsekakor. Odlično. Evo, kar izvoli. Doktor Yao, izvolite, grem z vami. Jaz to rada opazujem in tudi koristim pri vas v vaši ordinaciji že precej časa. Sem zelo vesela, ker vidim, da je akupunktura res nekaj krasnega. Ja, super. Bo kaj depilacije? Hecam se, Martin. Zmirite, nekaj hecam. Torej, iglice, ki se uporabljajo, so zelo, zelo tanke. Smo rekli, kaj, 0,3 mm, nekaj takega? Ja, različne dolžine so malo različno debele, ampak tam okrog 0,3. In za vsakega se odpre nov paket iglic. Absolutno. Iglice so sterilne za enkratno uporabo.
iz nerja večjega jekla. Evo, super. Torej, na hrbtu bo tokrat stimuliral dr. Yao Yun Hao. 你说。对，我们现在在后面扎，因为说到要调它的肝嘛，然后水是生木的，也就是肾是生肝的，所以我们现在可以扎它的肝经、肝枢、肾枢。 Okay. Ja, doktor bo stimuliral akupunkturne točke jeter in akupunkturne točke ledvic. Ker, ko bi rekel, element pred lesom je voda, oziroma voda je mati od lesa. Zato bo doktor stimuliral tudi akupunkturne točke ledvic. Tele zgornje sta bila, mislim, da so od jeter, tele spodnje so pa od ledvic. Ne, to so kot šu točke, malo podobno kot... Sprostite! Ja, bolj, ko je človek sproščen, boljša energija teče. Ampak kakšna pa pride, ko te jo pač mečkem bolj začutiš? Ja, to je zelo zanimivo, ker je pri različnih ljudeh različno. Tudi različne točke so različno občutljive in tudi ob različnih dneh je mogoče malo različen občutek. 因为它没有什么很严重的不平衡的，这个只是告诉大家，通过肝和肾可以调理整个人在春天的状态，让春天的状态保持到很好。Ja, zato da bi spomlad nekako bila čim boljša, da bi bila pomlad čim boljša, za take kot je na primer Martin, ki nimajo nobenih težav, ki nimajo nobenih bolezni, se vseeno lahko dela taka akupunktura, kakor da se na hrbtu stimulirajo točke jeter, točke ledvic in na ta način zagotovi, da bo ta, ko bi rekel, energetski krogotok v tem času optimalen. 如果它真的有什么不平衡，我们通过看脉和舌头以后，我们再针对它本来的问题进行治疗。 Če bi imel pa kakršnokoli težavo, bi se pa z doktorjem na začetku pogovorila, doktor bi malo potipal njegov puls ali pa tudi pogledal njegov jezik, pa glede na to pa dodal še kakšne druge točke, zato da bi se ta energetski vzorec uskladil. Ali pa če bi bilo pri telovadbi karkoli tazga, da bi bilo kje preveč, premalo, pa da pol kje boli, se da to z akupunkturo zelo hitro oziroma dosti dober, pa brez stranskih učinkov urediti. Ok, Martin bo zdaj počival, 1,5 ure smo rekli, da ležimo z akupunkturnimi iglicami. V ordinaciji tradicionalne kitajske medicine pa vendarle ne uporablja se samo akupunktura, ampak se uporablja tudi akupresura, pa ventuziranje tudi pri težavah z depresijo in to spomladansko utrujnostjo in tako naprej. Ja, akupresura je v bistvu tako kot tvojna masaža. Je masaža, ki v bistvu temelji na isti teoretični podlagi, glih tako gre po teh meridijanih pa po akupunkturnih točkah, s tem, da mogoče masaža je še bolj boleča kot akupunktura. Ker te akupunkturne iglice so res tanke, medtem ko pač prst je prst in ta tvojna masaža je ponavadi zelo močna. Mislim, glih tako obstaja neka srednja pot, da doktor ne naredi niti preveč, niti premalo. Če naredi premočno masažo, je pa, ko bi rekel, tisti učinek čez dan, dva premočen. Če pa naredi premalo, pa ni tega učinka, ki bi ga radi dosegali. Se pravi, mora glih nekako balansirati. Ja, oziroma narediti večkrat. Zdaj v spomladanskem času, ne samo ta izčrpanost, ta depresija, ki večkrat pride in tako naprej, tudi alergije se pri marsikomu začnejo. Ali lahko z akupunkturo, z akupresuro, s takimi zadevami tudi rešujemo stvari, ki so vezane torej na alergije? 可以帮助过敏的一些现象吗？ 是按中医讲，春天是肝的季节，所以大部分过敏都需要去调它的肝。如果调它的肝调好了，这个过敏很多也能够减轻。 Ja, lahko. Izgleda neka povezava je tudi spet z pomladjo, z energijo jeter. Ne, da se ta alergija in sfera vpliva jeter imata neko povezavo. In spomladi to uravnavati je nekako najboljše. 当然还会有针对性的去治疗一下心、脾、肺、肾，但是主要是调肝。 Ne, to je nekako podlaga. Pa odvisno od kakšnih simptomov so.
ne, odvisno od tega, kako se alergija pokaže. Glede na to pa doktor kombinira še z točkami iz drugih organov, srca, pljuč in tako naprej. 或者这样讲，只要是这个人啊，他只要是春天有很多的不舒服，过敏、头痛、头晕、疲劳，心情不好，我们认为大部分都跟肝有关系。只要把肝调理好了，它都能够好。 Malo je odvisno od tega, koliko težav se pojavi. Doskrat je tako, prav doktor, če se pri nekomu v spomladanskem času pojavi, ko bi rekel, cel kup težav, kar naenkrat. Aha, pa oni to gledajo kot, aha, sigurno je nekaj v povezavi z sfero vpliva jeter in bomo to vzeli za osnovo. Okay. Ali smo za akupunkturo kdaj prestari ali pa premladi? 对，针灸的话有没有太老和太小？就病人的话，一般来说不会，但是小孩子他特别怕这个痛，他有一种恐惧的感觉，所以一般小孩子我们很少扎针，或者说扎了针以后，很少留针。但因为有很多其他的方法，比如说按摩啊、刮痧呀、这个药物啊。 na zgoraj ni omejitve, na spodaj pa malo je. Zaradi tega, ker eni otroci so bolj občutljivi na bolečino, ene je mogoče malo strah, ampak za otroke obstajajo tudi druge metode. Ali so take metode, da se iglice noter ne pustijo, ampak se samo stimulira točka, pa se iglica takoj pobere, ali pa obstaja ta kakor otroška tvojna masaža. Ker za otroke obstaja nek poseben sistem s posebnimi točkami, s posebnimi meridijani in masažnimi tehnikami. Ok, wow, odlično. Depresija pa torej vsaj v tisti začetni fazi je tudi povezana z jetri. 忧郁症最开始是有肝脏有关系。对，肯定的，肯定的。多多少少都跟肝有关系，只是有的时候跟肝的关系多一些，有的时候会少一些。 Večinoma ja. Večinoma ja, lahko je pa tudi več ali manj. Ne, lahko gre bolj za recimo povezavo srce pa jetra, ali pa ledvice pa jetra, ali pa pljuča pa jetra, pač odvisno, ali gre bolj za, ali bolj še v povezavi z žalostjo, ali pa z veseljem pretiranim, ali pa strahom. Ne. Ampak načeloma v tradicionalni kitajski medicini stagnacija energije je energetski vzorec, ki se pokaže kot depresija. Da smo se zataknili. Da ne moramo zrastati in se razviti, Ja. kakor imamo energije za to. Ja, odlično. Hvala lepa za vse te informacije in seveda res mi je všeč, da spodbujate ljudi k olimpijskem dvigovanju uteži z Martinom, ki je svoje znanje pridobival torej na Kitajskem in da pač imajo ti ljudje potem še dodatne ugodnosti tudi pri akupunkturi in seveda obratno. Da imamo en tak celostni pristop in ko že govorimo o celostnem pristopu, z jetri so povezane tudi oči, a ne? Se pravi tudi naš vid, tako da na klepet@kavi.si imate tudi ene vaje za vid, za izboljšanje vida, kjer se dejansko tudi trenirajo mišice, tako da evo, čist, ne, cel paket lahko zdaj spoznate, ampak zdaj je treba pa to v prakso prenesti. Tle se ponavadi zatakne in naj se ne zatakne, kajti pomlad je torej čas eksplozije in seveda razcveta. Privoščite si razcvet na vseh področjih in če se vendarle kje zatakne, vedite, da se lahko obrnete na nas, lahko se obrnete torej na akupunkturo, lahko se obrnete na različne oblike telovadbe in to je tisto, kar vam bo pomagalo, kajti vi ste tisti, ki ste odgovorni za svoje zdravje in dobro počutje, pa tudi za slabo.